Pozdravljeni, z vami sem Inga Gantar in danes naključen odgovor, vprašanje iz knjige Ko imajo hormoni žur. Da vidimo, kjerkoli se bo odprlo, to je ta trenutek pomembno za vas, za mene, za vse skupaj. Glikemični indeks. Glikemični indeks, očitno bom razložila to. Kar se tiče glikemičnega indeksa, ker moramo razumeti, da kako deluje sladkor v našem telesu. Pojdimo na definicijo. Kaj sploh je glikemični indeks? Poglejmo določeno hrano. Recimo, moka vsebuje ogromno količino škroba in škrob se v hitrem času, zelo hitro se spremeni v krvni sladkor in ta krvni sladkor potem povzroča, da se, ko se dvigne sladkor v krvi, telo pošlje inzulin, da ta presežek počisti, hormon inzulin. In hormon inzulin je pa v bistvu tisti, ki odpira vrata v celico. In kaj se zgodi? Ko je preveč sladkorja v krvi, se zgodi, da dobesedno ostanejo celična vrata zaprta. In ker je še vedno preveč sladkorja v krvi, pomeni, da inzulin stlači to odvečni sladkor v maščobne celice za slabe čase. Ker je pa celica še vedno lačna, pa sporoča možganom, lačni smo, daj nam hrano. Mi dobimo ta občutek v ustih, nekaj bi pasal, nekaj sladkega in posegamo po sladki hrani zaradi tega. Dejstvo je, da bom narisala, ker bo bolj enostavno. Vem, da sem že, ampak nič ne škodi. Se pravi, gremo na zajtrk. Če za zajtrk pojemo tipičen, recimo slovenski zajtrk, je nekaj na kruhu, mogoče kakšna marmelada gor, lahko med, pač nekaj takega, kar je, se pravi, kruh. In zdaj, če je to črn kruh, je glikemični indeks okrog 45. Če je pa bel kruh pa ima glikemični indeks okrog, glejte, če grem gledati dejansko v knjigo, boste videli, okrog 70-85. Se pravi, bel kruh se direktno spremeni v krvni sladkor. Recimo, bela pšenična moka za kolačke, za pecivo ima 85 glikemični indeks. Se pravi, zelo, zelo visok glikemični indeks. Pivo, mimogrede, ima glikemični indeks kar 110. To je skoraj, kot bi si takole brizgali v žilo noter sladkor. Zdajle se je ugrelo končno in če pogledamo, koliko ima pa glikemični indeks sladoled. Sladoled ima pa glikemični indeks, a veste, da ga moram najti, ker po pravici povedano, ne vem na pamet, 60. Približno tako kot recimo sirova pica ali pa sok iz ananasa, tak je recimo že pripravljen, ali pa recimo ravioli, med, melona, ješprenj, majoneza, čokolada v prahu. Vse to ima glikemični indeks okrog 60. No, zdaj pa da vam razložim. Kaj se zgodi? Ko mi pojemo na belem kruhu, pa dodamo na bel kruh še marmelado ali pa med, kot sem rekla, med ima glikemični indeks 60, se v krvi sprosti ogromna količina, v krvi se pride ogromna količina sladkorja, potem pa telo pač pošlje inzulin, ker je to treba pač nekam spraviti in potem pade sladkor v krvi. In tukaj dobimo občutek lakote. A veste tisto, kar vsi poznamo, cukor mi je padel. Enostavno, ko naše telo zahteva nekaj sladkega. In dobesedno pol pademo zaradi tega v to bogansko železnico. Dejstvo pa je, da če želimo shujšati, je najbolj pomembno, da ostaja sladkor čim bolj v ravnovesju. In če je sladkor v ravnovesju, pomeni, da imamo energijo, da se dobro počutimo, da lahko jasno razmišljamo, da v glavnem enostavno se počutimo dobro. In da ostane sladkor v ravnovesju, je pomembno, prva zakonitost je, potrebno je jesti na 2,5 uri. To je prva zakonitost. Druga zakonitost, če že nekaj takega pojemo, ki ima visok glikemični indeks, in zdaj, če gledamo tukaj sladoled,
V tem primeru bi bilo pametno, poleg sladoleda oziroma obrok je 1 ura, pojesti nekaj, kar ima zelo nizek glikemični indeks. No in zdaj, če gledamo naprej, kaj pa ima zelo nizek glikemični indeks? Veste kaj? Recimo, da bi zraven sladoleda pojedli 1 pest namočenih mandljev. To bi šlo, zaradi tega, ker če na ta način, poglejte, tele mandlji imajo glikemični indeks 15 in zdaj kako zračunamo srednji glikemični indeks? Poglejte, srednji glikemični indeks, sladoled 60 plus mandlji 15, to pomeni, da je to 75, deljeno z 2 živili, to pomeni, da je to, koliko je to, 35, 37, dobro, ne bomo shujšali, ampak tudi zredili se ne bomo. A ni zdaj to zanimivo? Se pravi, mi lahko jemo čisto vse. No, končno so se gostilne odprle in recimo, da se vam zalušta pica. Pica, kot smo rekli, sirova pica, ima glikemični indeks 60, ravno tako. Kaj naredite, da sladkor ostane v ravnovesju? Naročite pol pice ali pa si jo z nekom razdelite in poleg naročite še skledo solate. 1 solato pojeste zraven in dejansko, poglejte, solata ima ravno tako glikemični indeks, mogoče še manj kot mandlji, okrog 10, recimo, če je 15, pica 60, smo ravno tako na istem in sladkor ostane v ravnovesju, počutimo se dobro, imamo ogromno energije in predvsem sladkor nam ne pade in ker ne pade sladkor, ne dobimo čez dobro uro tisto občutek v ustih, kako bi jaz zdajle nekaj pojedla. Enostavno se počutimo dobro. No, zdaj pri tem glikemičnem indeksu, na kaj je še treba biti pozoren. Za vse vas, ki niste ljubitelji mesa oziroma beljakovin, se moramo zavedati, da telo pri vsakem obroku potrebuje beljakovine. In če jih ne dobimo z jogurtom, z mesom, jih lahko dobimo z oreščki. Pač beljakovine potrebujemo. Prejšnji dan sem bila na vrtu in sem prav razmišljala o teh beljakovinah in o teh zadevah in gre skozi mene misel. Mi smo na zemlji in smo tako močno gosti, ker glejte, mi smo še vedno obteženi in dvomim, da je nekdo izmed nas tak svetnik, dejansko mi potrebujemo beljakovine. In tisti ljudje, ki bolj ko bomo delali na tem, da bomo počistili svojo nesnago, bolj kot bomo delali na tem, da bomo počistili to težo, ki nas vleče dol, manj bomo potrebovali beljakovin in bolj bomo lahko živeli na hrani, ki je visoko energetska. Zdaj pa ta visokoenergetska hrana pomeni, da jo dejansko, če jo mi sami proizvedemo, da jo sami posejemo, posadimo, da jo dobesedno informiramo, to je visokoenergetska hrana. Tudi visokoenergetska hrana so vsa zelišča, vsa divja hrana, ki sama zraste. Dejstvo pa je, da hrana, ki ni bila deležna človekove pozornosti, je dejansko prazna. Zdaj, tisti, ki berete knjigo Anastazija, Anastazija, prvi del se ne da dobiti v prosti prodaji oziroma se ne dobi v prodaji, je razprodana. Lahko jo pa dobite v knjižnici. Res vam priporočam, preberite to knjigo. In ta ruska puščavnica govori o tem, da kako v bistvu vzgojimo svoje zdravilo, kako ima seme svojo zavest. In zdaj, ko sadimo, dejansko namočimo seme v slino, potem pa ga izpostavimo, preden ga damo v zemljo, soncu, da ga poljubi in potem damo v zemljo in se ta sončna energija, pomešana z našo energijo, spremeni v dobesedno zdravilo za naše telo. In kaj vam priporočam, da posadite? Glejte, še vedno je čas, ampak tudi, če imate na balkonu, priporočam vam por. Por je ena taka zadeva, zelenjava, ki ima ogromno silicija noter. Silicij je pa potreben za razstrupljanje našega telesa, poleg tega pa por deluje, prav silicij, na čiščenje medcelične tekočine.
tudi recimo ta trenutek šparglji so tisti, ki delujejo na čiščenje limfe, in zdaj na limfo pa deluje zelo dobro, če premigamo naše noge. Recimo, če plešemo, če hodimo, če skačemo, če karkoli delamo, da trebušna prepona dela, lahko se smejemo. Več, ko delamo teh zadev, kjer smo zadovoljni, še ena stvar, ali pa pojemo. Vse to deluje na prepono, prepona pa deluje na to, kako deluje limfa. Limfa je pa ključna za razstrupljanje oziroma za čiščenje medcelične tekočine, in medcelična tekočina je pa pomembno, da je izčiščena, zaradi tega, ker celica je živa zadeva, živ organizem, in vse tiste odpadke, ki jih ne potrebuje, grejo v medcelično tekočino. No, in to je potrebno počistiti. In zdaj poglejmo, nekoč so ljudje hodili peš, veliko več kot danes. Nekoč so ljudje veliko več prirejali nekih zadev, kjer so se ljudje med sabo družili, ker je bilo veselo, ker so bila praznovanja. Zdaj stvari so se spremenile, korona je naredila tudi ta svoje, in dejstvo je, da tukaj mi lahko sami spodbudimo to čiščenje limfe, prav s tem, da pač jemo določeno hrano. In ja, glejte, jaz sem začela plesati. Koliko mi je fajn. A veste, kaj sem se odločila? Na teh naših delavnicah, ki jih bomo imeli, zdaj ne vas povabim, če koga pokliče, imamo konec junija v Strunjanu delavnico, 5-dnevno delavnico, in a veste, kaj bomo delali zvečer? Zvečer bomo plesali. Enostaven, in jaz sem zdaj začela to delati. Naštimam si muziko, pač na televiziji, na YouTubu, in sem razmišljala, kako mi gledamo druge ljudi, kako se gibajo. Dejansko bomo naredili, da bo tema in bo vsak plesal, kakor ga bo vodilo telo. In to je tak užitek, ampak je res užitek, ko plešeš. Tukaj ne rabiš partnerja, ne rabiš ne vem kaj. Gre se za to, da se gibamo. Boste videli, koliko bomo uživali, jaz se toliko veselim. In ja, ta znanja, seveda, ta osnovna znanja, pa mnogo več, na delavnici vas bom učila sistem 12 čakr. V povezavi s podzavestnimi prepričanji. Res se veselim delavnice. V glavnem, no kakorkoli. Glejte, dejstvo je, da jaz sem začela plesati. In zvečer si naštimam glasbo in najboljše mi je, če sem sama, če je temno, in si naštimam ABBO in plešem. Res mi je fajn, res mi je fajn. Boste videli, to so stvari, ki jih lahko delamo za svoje dobro počutje. No in s tem, če se zvečer gibamo, spodbujamo proizvodnjo rastnega hormona. Rastni hormon deluje na to, da se pomlajujemo med spanjem. Rastni hormon deluje na to, da imamo pač čvrste mišice. Rastni hormon deluje na to, da imamo prožne sklepe in predvsem stopi maščobo na trebuhu. Ker dva ključna hormona, ki se proizvajata med spanjem, en je ta pač rastni, drugi hormon, ki pa deluje ravno tako med spanjem, je pa hormon DHEA. No, in zdaj pa gremo večerjo pogledati. Večerja je ključno, da imate beljakovine in zelenjavo. Priporočam vam skodelico oliv, pa zraven, glejte, ne toliko sir kot skuta. Skuta ima skoraj vse v sebi, skoraj vse. Skuto, če zmešate z avokadom, imate popolno živilo. Pa če gledate, je to lahko tudi vegetarijanski obrok, glede na to, da recimo, če niste navdušeni nad tem, da bi zvečer jedli recimo pršut, pa olive. In predvsem, jejte minimalno količino kruha. Zato, ker kruh, ogljikov hidrat, dejansko blokira presnovo za naslednjih 5 ur. Dobesedno zapre celice in celice se potem zaradi tega ne morejo obnavljati. Tako da jejte beljakovine, zelenjavo, no in tukaj noter imate potem tudi jedilnika v knjigi, ko imajo hormoni žur, kaj kombinirati skupaj, predvsem, veste, ker ne moreš eno in isto jesti za večerjo.
No, za tiste, ki vam nikakor ne gre, lahko si naročite shake. No Life Shake je ena taka dobra zadeva, ki jo lahko zmešate samo z vodo. Recimo, če zvečer majčkeno pomigate, lahko greste na vrt, lahko greste na sprehod, lahko plešete tako kot jaz, ne vem, karkoli, ampak v glavnem po športni aktivnosti, takrat si pol zmešate še shake in deluje na to, da se, jaz vam bom zase povedala, kaj jaz opažam pri sebi, deluje na limfo, zaradi tega, ker prav na celulit deluje. In opažam, da, no kakorkoli, glejte, 51 let imam, ja, imam malo celulita, ampak ga imam že praktično celo življenje, ampak dejstvo je, da sem zadovoljna z mojimi nogami, kar je pa najbolj pomembno. A veste, da ko se pogledaš, pa rečeš, no ja, saj je v redu, saj se dobro počutim v svoji koži. Pomembno je to, kako mi sabo komuniciramo. Zdaj pa še ena stvar je pomembna. Zdaj ne toliko pri glikemičnem indeksu, ker glejte, o glikemičnem indeksu bi lahko govorila 2 uri. Prav o glikemičnem indeksu, pa bom mogoče to posnela čisto svoj video. Ena stvar, ki je zelo pomembna, je pa pri obnovi, pri preoblikovanju, je to, kako razmišljamo in, veste kaj? Molitev. Pa bi človek rekel, kakšno vezo ima nek molitev s hujšanjem. Prvoten prevod oziroma prav originalni prevod Svetega pisma je v srednjem veku naredil, zdaj na pamet govorim, Bacon se je pisal in to je ena od reinkarnacij Saint-Germaina. Saint-Germain je čudežni mož Evrope, pojavil se je na dvoru Ludvika XIV. To je bilo malo pred francosko revolucijo. V glavnem, človek, ki je govoril, mislim, da 15 jezikov, človek, ki je obvladal sveto alkimijo, ki je znal iz železa narediti zlato, človek, ki se ni staral, človek, ki je verjel v združeno Evropo. Človek, ki je bil mentor Napoleonu, ampak Napoleon se je nekje vmes sfižil, spridil, a ne? On je želel biti veliki in ta velikost je imel majčkene težave s tem, a ne? In potem je padel na Evropo, tudi na svet, težek plašč teme. No, pojdimo na prvoten prevod Svetega pisma. Tam piše, ko molite, ko ste v srcu, bodite obkroženi s svojim odgovorom. In zdaj pomislimo, takrat, ko mi prosimo za nekaj, mi se ponavadi pritožujemo, na tem, česa ni, ampak bodimo obkroženi s svojim odgovorom, pomeni, da si v bistvu že slikamo končni rezultat. No in zdaj, če gremo na preoblikovanje telesa, da recimo, če nikakor ne morete shujšati in vidite, da imate težave s tem, da vas neprestano daje želja po sladkem, kaj naredite? Prva stvar morate razumeti, da je treba jesti. Druga zadeva, kar morate razumeti, da mogoče vašemu telesu primanjkuje kroma. Krom je mineral, ki ga dobite največ v gobah. In kdor ne je gob, je velika verjetnost, da mu manjka kroma in da bo neprestano lačen. Se pravi, to je druga zadeva. Tretja zadeva, pri neprestani lakoti je možno, da ste podhranjeni z B-vitaminom in da ste neprestano v stresu, ker stres dejansko pokuri ves B-vitamin. Četrta zadeva, pri tem, da se vam sprošča neprestana želja po sladkem, je možno, da vam manjka C-vitamina ali magnezija. To sta dva, se pravi, vitamin in mineral, ki sta vžigalci, ki spreminjata hrano v energijo. No in to pomeni, da vi, če razumete zdaj vse skupaj, da potrebujete kar nekaj takih ključnih zadev, da osnova je zdrava hrana, če pa vidite, da nikamor ne pridete, dajte si vzeti shake pa Provitality Plus. Zaradi omega 3 potrebujete še Provitality Plus, zato ker omega 3 je pa tista, ki pomaga, ker so hormoni topni v maščobi in deluje na to, da se cel kemizem sproži.
Zdaj vem, da sem stvari nanizala, ampak naslednja zadeva, se pravi, to je pa zdaj že ta 5., je pa to, da gremo dekodirati potrebo po tem, da se prenajedam, potrebo po tem, da neprestano hujšam, potrebo po tem, da sem mnenja, da sem grda. Zdaj, katere programe imate, to boste preverjali same svoje z mišičnim testom. In zdaj, če jaz zase preverim, svoji podzavesti nosim prepričanje, da sem grda, ne. Svoji podzavesti nosim prepričanje ali pa potrebo po tem, da neprestano hujšam, ne. V svoji podzavesti nosim potrebo po tem, da sebe postavljam na zadnje mesto. Ne, pa jaz sem počistila te zadeve, ampak mogoče vi niste. Dajte počistiti to, potem pa naredite zdravilno molitev dekodiranja in noter date pač svojo težavo. Vdihnete skozi nos, izdihnete skozi usta, roke date na čelo, pa pol nad prsa. In ta 3. pa je, naslednji korak je, da si ponavljate: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo, in nato date roke v položaj blagoslova in si predstavljate sebe, kako ste že tam, kako ste zadovoljni, kako ste seksi, kako se počutite dobro, kako se sprejemate, kako objamete vsak dan svoje telo, ker vaše telo je edino vozilo vaše duše. In ja, bolj kot zanikamo svoje telo, bolj nam telo kaže, kje imamo naše rane. A je to tako? In druga zadeva, bolj kot sprejemamo svoje telo, bolj kot smo navdušeni nad tem vozilom naše duše, bolj bo naše telo sodelovalo z nami. Tako da ja, glejte, telo je zemljevid in vse to, kar se nam dogaja, ta želja po sladkem, nam mogoče kaže, da smo usmerjeni v našem življenju na vse slabo, da bi bilo mogoče čas, da usmerimo svoje življenje v to, kar je sladkega, kar je lepega. Jaz tako, ko razmišljam, kakšno srečo imamo v življenju, ampak res srečo. Jaz imam res srečo in zdaj, ko sadim vrt in vidim, kakšna sreča je to, da sem pri teh ljudeh, da sem tukaj, da imam možnost imeti vrt, da imam zdrave otroke, da na koncu koncev, da imam posel, ki mi laufa, na koncu koncev, da imam pogum, da sledim sebi. Ker glejte, saj bi bila lahko čist drugje, kjer sem. In pogum, da dovoliš, da se izražaš. Še ena stvar, verjamem v to, da vsak izmed nas prinese na svet določene talente in to je v bistvu tako kot neko darilo, kar pomeni, da je to tvoj talent, ki te bo preživel. In če slediš temu svojemu talentu in ga razvijaš, ta talent ti bo dal dovolj za preživetje. Če pogledamo, glejte, Tina Skaza, ona slika, skozi svoj talent se izraža. Če pogledamo karte Prehod v novo dobo, Katarina Vidmar, ona ravno tako slika in se skozi svoj talent preživlja. Moj talent je izražanje preko pisane besede in se potom tega izražam, potom tega živim. Ampak moje poslanstvo je, da preko mojih šol pomagam vam narediti korake naprej. Tako čutim. In iskreno govorim to, kar meni pomaga, zato ker verjamem, da lahko tudi s tem vam pomagam. No in zdaj, ko imam že ravno karte Prehod v novo dobo v roki, da vidimo, kakšno je sporočilo za vas. Angelski glas. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. V sebi sem mirna, slišim vodstvo. Vse je tako, kot je prav, mirna sem. Neskončnemu v meni ne more spodleteti. In dajmo danes prebrati tole sporočilo Vera. Tukaj spodaj imam vse zadelan, ker smo dobili in angele in Vero. Da vidimo. Rešitev je blizu, je tukaj. Umirjena sem, da lahko jasno slišim sporočila, ki jih angeli šepetajo. Misli, ki se mi porajajo, so angelska sporočila. To je jasen klic, kaj moram narediti. Angeli me vodijo k pravim ljudem.
angeli mi pošiljajo prave ljudi. Čas je za premik naprej. Podpira me cela angelska vojska. Mene ljubi vse stvarstvo. In še karta vera. Vera je pa 14. No, da vam še to preberem. Vse je tako, kot je prav. Mojemu življenju vladata red in mir. Mojega duha prežema brezpogojna ljubezen. Dovoljujem, da na vseh področjih, da me vodi božanska inteligenca. Življenje me ljubi. Verjamem vase in v svoje božanske sposobnosti. Ja? Biti obkrožen s svojim odgovorom. Jasno sporočamo stvarniku, to si želim. Ne s tem, česa si ne želim, ampak z rešitvijo. Zato vem, da je težko, takrat, ko imamo zdravstveno težavo, biti obkrožen s popolnim zdravjem. Vem, da je težko takrat, ko si brez denarja, biti obkrožen z obiljem denarja. Vem, da je težko, vse to sem probala sama. Vse sem probala sama. Ampak verjemite mi, stvarstvo nas samo čaka, da nam lahko da, ko mi odpremo roke. Vse nam da. Vse nam da, samo dovolj moramo, da to pride v naše življenje. Tako da, ja, danes je nastal en velik miks, tale video, od hrane, glikemičnega indeksa, do molitve, do pozitivnega mišljenja, ampak na koncu koncev, a ni takle miks tudi naše življenje? Ljubezen se začne vedno, ne? Ljubezen gre skozi želodec, začne se s tem, kako poskrbimo za sebe. Ljubezen se začne, ja, na krožniku, ker s tem poskrbimo za sebe. Ljubezen se začne, da si vzamemo tudi tistih 5 minut za sebe, ko jih potrebujemo. Tako da, ja, natakam sem masko zato, da zmoremo. Vi, bogovi in boginje na zemlji, dovolite si sijati. Uživajte v življenju in ja, življenje je lepo. Uživajte.